Pridelovanje hrane v našem okolju je nekaj, kar zagotovo pomeni ekološko najbolj nesporen način življenja v tem našem okolju. V nadaljevanju je to tudi ekonomsko zanimiv zaslužek, ki praktično izvira iz našega dela, iz naših materialnih pogojev za samo gospodarjenje. In če še rečemo, da se vse skupaj dogaja v Beli krajini, ki je včasih zaposlitveno vprašljiva, smo lahko zadovoljni. Gre za nekaj, kar smo že velikokrat poskušali prenesti v to belokranjsko okolje. Gre za vrtnarstvo. In vrtnarjenje tam v tistem okolju je prav zaradi naravnih danosti nekaj, kar zagotovo lahko prinese zaslužek na kmetiji. S pridelavo zelenjave in jagodičja lahko optimalno izkoristimo razpoložljive njivske površine, pri čemer pa ne potrebujemo obsežnih kmetijskih površin, niti ne velike mehanizacije, pa tudi ne vlaganj. Gre dejansko, da takrat, ko najdemo odločenost za kmetovanje, moramo razmišljati, kako lahko še kaj zaslužimo. Zato je izjemno važno, da pridelujemo kvalitetno, kakovostno hrano za svojo družino, lahko za poslovne partnerje, za okoliško prebivalstvo ali za prodajo. Vendar najprej se vse proda v našem domačem okolju. In prav zaradi tega projekt Lokalna oskrba v Beli krajini, ki je dejansko načrtovan in del izvedbenih projektov za leto 2011, ki je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in je organ upravljanja za program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da s tem projektom pravzaprav hoče pomagati lokalni oskrbi v Beli krajini, najprej njim tam. In prav zaradi tega se takoj na začetku lotevamo vsega skupaj z izobraževanjem. No in poslušajmo strokovnega vodjo projekta. V projekt Lokalne oskrbe v Beli krajini je vključeno 41 kmetij. 3 od njih so pravzaprav projektni partnerji in se bodo na teh kmetijah postavili vzorčni objekti. 2 objekta se postavljajo za pridelavo zelenjave, se pravi 2 plastenjaka za pridelavo plodovk in solatnic v zgodnjem spomladanskem času in en vzorčni projekt za pridelavo jagodičevja oziroma konkretno v tem primeru za pridelavo malin. V sam projekt smo pravzaprav povabili vse pridelovalce v Beli krajini, ki imajo interes pridelovati ali zelenjavo ali jagodičje. Nismo postavljali kakšnih pogojev o, se pravi, velikosti kmetije, tako da je nekaj, na izobraževanju je tudi nekaj kmetov, ki trenutno pridelujejo samo za samooskrbo in nimajo večjih tržnih količin. Na izobraževanju so tudi 3 ekološki kmetje in pravzaprav si prizadevamo, da bi te 3 kmetije tudi zelenjavo in jagodičje pridelovali na ekološki način in v samih izobraževanjih poudarjamo tudi vse možne načine, se pravi do narave prijazne načine pridelave, tako integrirano pridelavo, ekološko pridelavo in tudi pridelavo na biodinamični način. Način pridelave je predvsem odvisen na nek način od te vizije kmetije, od želje kmetije, od samega kmeta, saj se vsak izmed njih najde v enem od načinov pridelave. V projektu smo si zadali kot cilj, se pravi vse vrtnine, predvsem tiste, ki jih javne ustanove, se pravi osnovne šole, vrtci, domovi za ostarele občane potrebujejo za pripravo svojih obrokov, ker bi želeli, da je ta lokalno pridelana hrana tudi lokalno porabljena, ne samo v javnih inštitucijah, tudi seveda naj bi šla do potrošnikov v Beli krajini oziroma širše po Dolenjskem in Beli krajini.
V samem projektu je prav zaradi tega vključen tudi partner, ki že danes upravlja distribucijo oziroma je na trgu že kar daljše obdobje, to je podjetje Domači vrt, pri katerem bomo poskušali tekom projekta vzpostaviti to kratko verigo in sledljivost teh domačih lokalnih pridelkov iz integrirane in ekološke pridelave in si na drugi strani obetamo tudi veliko od te spremenjene uredbe o zelenem javnem naročanju, ki na nek način določa v začetku, da morajo šole vključevati v obroke 5% ekoloških pridelkov. Za uspešno pridelavo in dodaten vir zaslužka bo dovolj že, naprimer, 0,2 hektarja velika njivska površina. Pridelava zelenjave pa je pravzaprav možna na odprtem in v zavarovanih prostorih. Na odprtem kar nekaj takih, kot je recimo zelje, brokoli, rdeča pesa, repa, korenje, zelena, por, radič, solata, zgodnji krompir in mnoge druge. Vse to lahko pridelujemo na prostem, vendar je potrebno spremljati to pridelavo z različnimi tehnikami prekrivanja, nakaljevanja, potem z ustrezno razvito sadiko in tako naprej. V zavarovanih prostorih pa bomo pridelali predvsem tisto zelenjavo, ki je bolj v rizičnem obdobju pomladi, in sicer lahko paradižnik, papriko, kumare, jajčevce in tako naprej. Vse skupaj je potrebno spoznati, tehniko, tehnologijo. Skratka, vse, kar znotraj te pridelave sodi v sklop znanja. No, in poprašali smo enega od sodelavcev oziroma enega od udeležencev tega posveta oziroma tistega, ki sodeluje v lokalni oskrbi v Beli krajini, v projektu namreč. Poglejte, ta projekt se mi zdi, da je zelo dobra stvar, zaradi tega, ker pomaga kmetu razčistiti stvari, ki jih najde, težave, ki jih ima pri obdelavi, so povezane z znanjem, visokim strokovnim znanjem, ki je po posameznih inštitucijah in v občini Črnomelj in na višjem regionalnem nivoju v Novem mestu. Se pravi, ta komunikacija, ko se pokaže težava, steče v trenutku in lahko rešim sam in udeleženci tega tečaja že v naslednji uri ali dveh, če gre za lažji problem. Če gre za težji problem, je to v naslednjem dnevu, kar pomeni, da se ne napravi škoda na posevku. Se pravi, lahko reagiraš. Pomeni eno sproščeno delovanje kmeta in pomeni zadoščenje ljudi, ki so študirali stroko. Pomeni večji pridelek, pomeni veselje obeh. Tistemu, ki je rešil problem in tistemu, ki je problem pomagal rešiti. Se pravi, ko se te dve stvari zlijeta, res lahko rata zelo bogato in zelo dobro in zelo zdravo hrana, ki jo se pridela, pomeni, da tudi ta hrana ima izredno kratko pot do konzuma, pomeni, da se ne rabi konzervirati z določenimi kemikalijami, pomeni, da so tudi vsi vitamini in vse hranljive snovi v tej hrani ohranjene in dejansko služijo potrošniku. Ja, veliko je tistih načinov, s katerimi lahko zaslužimo na zemlji. Tudi pri Jeničevih, kjer razpolagajo s cirka 13 hektarji kmetijske zemlje, razmišljajo, da bi nadgradili to svojo pridelavo, saj s konvencionalno pridelavo praktično ni možno zaslužiti za celo družino. Ker se bodo lotili vrtnarstva, pa poslušajmo, kaj je povedala gospodarica. Jaz sem se pač odločila za ta projekt, ker bi rada v naši, kot veste, Bela krajina zelo slabo stoji. Je veliko ljudi brezposelnih in bi se res rada, moj mož je tudi brezposelni in šolo obvezni otroci so in bi res rada nekako, ampak poudarjam, da bi rada, ker en sam kmet ni možen, da bi recimo pridelal toliko solate ali fižola ali bilo česa, bi rada in še enkrat poudarjam, da bi nam kot strokovnjaki
pomagali, da se bi kmeti združili in bi res bilo recimo kmetijska zadruga. Oni ne bojo rekli za 5 kil solate, ampak oni bojo govorili o tonah. In tudi jaz kot kmet tega nisem sposobna predelati. Ne? Ja, če sedaj ves čas opazujemo delo na posestvu kmetijske šole, pa so nekateri pripravili že prave pokrite prostore in tudi gospod Muc je pripravil doma že rastlinjak. Res je, rastlinjak je postavljen, noter imam sicer samo sadike, zaenkrat nimam še nič posajeno in v bližnji prihodnosti bom tudi posadil že kaj noter. No in kaj boste posadili v ta rastlinjak? V ta rastlinjak bo posajena paprika za vlaganje. Vsi, ki se na nek način ukvarjamo z postavitvijo vrtnarstva v ta naš prostor, vemo, da je Bela krajina kot nalašč za vrtnarstvo in da dejansko predvsem zase lahko pridela krasno zelenjavo in kasneje tudi za prodajo. In prav zaradi tega je potrebno postaviti vzorčne rastlinjake. Na vse možne načine smo že poskušali tradicionalno kmetijstvo spremeniti, pa se ni dalo. Vrtnarstvo je na nek način malo drugačno, pa vendar zaslužiti se z njim da. No in pri vas bo ta vaša kmetija, ta vaš rastlinjak pravzaprav že pravi mali vzorec, kako na kakšen način je potrebno kreniti na pot vrtnarjenja. Ja, upam, da je, ker je na novo postavljeno in sosedje in mimoidoči se sprašujejo, kaj se to dogaja, to se nekaj se gradi in upam, da me bojo s tem prepoznali še lažje in bom lažje pristopil na trg. Veliko je tistih načinov, ki pravzaprav pomenijo, jaz bom vrtnar, pa vendarno je potrebno pri vsakem razmišljati na svoj način. Gre le za nekaj drugačen način dela. Pa veselje je že od malih nog. Ne, to se ne da opisati. Moja želja je brskati po zemlji, po domače povedano. In tukaj je ena velika priložnost za mene, da sem uspel se vključiti v ta projekt in upam, da bo v najboljši meri uspel. Če sem prej rekel, da je pravzaprav v osebnosti tisti čar, kako na kakšen način se boš pripravil za samo delo, bi lahko rekel, da se v tem okolju ali pa v kmečkih, podeželskih okoljih je zelenjava vedno pridelovala. In ne gre povsem za nič drugega, kot jo pridelovati, mogoče samo na kakšen drugačen način. Prej je vse v odprtih prostorih, sedaj tudi v zaprtih. In na tak način pravzaprav lahko razmišljamo na nov način. Razmišljamo, da pridelamo zelenjavo pravzaprav vseh 365 dni. In to je nek določen cilj. Takrat pa, kadar razmišljamo o lokalni oskrbi v Beli krajini, je seveda še teh momentov veliko in teh kdaj potem malo kasneje. Zdaj pa bi rad rekel, tu nastaja tudi plastenjak, ki smo ga posneli in lahko rečem, da je na nek način to vzorec, kako na kakšen način se stopi na pot pridelovanja zelenjave. No in poslušajmo. Glavna motivacija je prišla iz strani Sonje Fir, ki mi je rekla, da se v Beli krajini pripravlja projekt Lokalna samooskrba, v kateri bomo spodbujali lokalno pridelavo v Beli krajini oziroma v domačem okolju. In to je bila neka tudi glavna motivacija. Naslednja, tudi ena taka izmed motivacije, ker končujem fakulteto in verjetno se bom zaposlil na domači kmetiji in s tem ustvarjen primeren prihodek. V rastlinjaku bo vključena avtomatika, se pravi vse bo avtomatsko, odpiranje, prezračevanje, namakanje in tudi mogoče tudi del varstva pred boleznimi in škodljivci. Velikost samega rastlinjaka je 8x26 metrov, se pravi 8 v širino in 26 metrov v dolžino, se pravi prije to nekih dobrih 200 kvadratov uporabne površine. Kot vidite, smo zemljo dobro obogatili, je dokaj črna zemlja, v njej bi pa radi pridelovali kvalitetno in zdravo zelenjavo za širše potrošnike. Tako da bomo poskušali stremeti k kvalitetni predelavi oziroma s kvalitetnimi sadikami postreči kvalitetno zelenjavo na mize. Vse sadike bomo kupili, ker je verjetno se da s kvalitetno sadiko se da tudi pripeljati oziroma s pripeljano sadiko se da tudi
dobiti dober material oziroma dobre rastline, posledično tudi plodove. Zaenkrat računamo, da bo v rastlinjaku paprika, paradižnik, nekaj solatnih, kumar, feferonov, tako da bo cel pester, bomo imeli pester izbor materijala oziroma potem tudi bo polna miza najrazličnejše zelenjave. Ker sam projekt Lokalna oskrba v Beli krajini vključuje pravzaprav vse vide in predvidene pridelave, tako dobro kmetijsko prakso, integrirano pridelavo, ekološko pridelavo, biodinamično, zaprte prostore. Skratka, vse bi rad samo rekel to, da je tu znotraj prostora ogromno. Sama širina znanja v vrtnarstvu pa še toliko večja, ampak strokovno vodjo smo povprašali še, kako, na kakšen način svetovati kmetijam. Kmetije za samo pridelavo vrtnin ne potrebujejo zavarovanih prostorov. Mi smo skozi projekt želeli pravzaprav, da pokažemo, da se z zavarovanim prostorom lahko prideluje tudi toplotno zahtevnejše vrtnine, kot so plodovko, se pravi paradižnik, paprika, kumare in pa jajčevac. Seveda so tudi njivske površine interesantne, na prostem interesantne za pridelavo vrtnin in teh je precej v porabi javnih ustanov, kot so zelje, cvetača, krompir, por, česen, čebula, korenje. In tudi temu smo posvetili veliko pozornosti, se pravi za na nek način podaljšano sezono pridelave vrtnin ni vedno potreben zavarovan prostor, obstajajo tudi druge tehnike pokrivanja, prekrivanja z agrotekstili, prekrivanja z polietilenskimi folijami, nakaljeno seme, pridelovanje preko sadike, da na nek način na kmetiji pridemo hitreje do pridelka. V Beli krajini ravno tako pospešujemo pridelavo špargljev, ki so zelo interesantni, predvsem po zgodnem prihodku na kmetiji, se pravi, že v mesecu aprilu na nek način pride prihodek na kmetijo, saj se šparglji v tem trenutku poberajo. Poudarim naj, da bi si pa želeli pravzaprav, da si kmetije opremijo tudi z zavarovanimi prostori in da bodo na nek način vodna dovoljenja in pa dovoljenja o uvedbi namakalnih sistemov, da jih bo lažje pridobivati, kot je do zdaj. Tudi po zagotovilih ministrstva se bo v bistvu administrativno poskušala skrajšati čas do pridobitve oziroma čas do pridobitve vodnega dovoljenja. Ja, ko takole pripravljamo pravzaprav paleto vseh pridelkov, ki se jim reče vrtnarski pridelek, vrtnarjenje, pa je vprašanje, kako je z oskrbo znotraj same Slovenije, kakšna je ponudba. Včasih se srečamo tudi lahko z viški ali pa ne. V Sloveniji je samooskrba z zelenjavo tam približno 32%, tudi pri jagodičju imamo razmeroma majhno samooskrbo in pa tudi zdravstvena stroka pravzaprav priporoča več vključevanja sveže zelenjave in pa sadja v naše jedilnike, tako da si na nek način v samem projektu želimo, da bi se ta samooskrba z zelenjavo in sadjem v Beli krajini povečala. S tovrstnimi projekti, naše mnenje je pravzaprav, da s tako zastavljenimi projekti lahko povečamo samooskrbo po celotni državi in da dejansko, če bodo na nek način zagotovljeni vsi podporni elementi, da bomo lahko povečevali prodajo lokalnih proizvodov oziroma pridelkov, nam bo vsem skupaj pravzaprav oskrba z zelenjavo in sadjem tudi rastla. Če smo sedaj na nek način poskrbeli za izobraževanje, postavili plastenjak, pripravili pridelovalce, da bodo pridelali, pa je velikokrat pravzaprav najboljša tista zelenjava, ki je prodana zelenjava, tako bi lahko rekli. In prav zaradi tega tudi najvišja stopnja dodelane take zelenjave, recimo ekološko pridelana.
No in ko smo se pogovarjali o tem, kako in na kakšen način bomo lahko prodali znotraj samega projekta na predavanjih o tej lokalni samooskrbi, pa sem povprašal, kako, na kakšen način je pravzaprav razumeti to pridelavo. Jo bomo pridelali, je ekološke pridelave veliko? Ja, seveda je problem, ekoloških živil pravzaprav pri nas je malo. Malo je pridelovalcev, ki se s tem tudi ukvarjajo. Tako da sigurno bo tukaj potrebna določena spodbuda države, ki bo pač subvencionirala v določenem meri tudi to pridelavo in predelavo, da bojo ta živila tudi prišla na naš trg, in da seveda tisto, kar je pridelano, ne bo tudi takoj neposredno prodano, ampak bo prišlo tudi do drugih potrošnikov, kot so recimo javni zavodi, šole, vrtci, zdravstvene inštitucije. Pot od pridelovalca do končnega uporabnika pa definitivno bi morala biti najkrajša, zato da to živilo ohrani tudi kvaliteto in seveda ostane tako, kot je, neoporečno. No, če bomo imeli, bomo lahko prodali, če bomo imeli veliko, pa se nam že zna postaviti v ospredje problem, pa vendarno smo se ga lotili in so se ga lotili v projektu, ki ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, lokalna oskrba v Beli krajini na pravi način. In prav gospa je strokovnjak za javno naročanje. Gre za to, da je samooskrba prva, se pravi, pridelamo zase, pridelamo za partnerje, pridelamo za prijatelje, pridelamo za lokalno prebivalstvo. Takrat pa, ko pridemo k momentu, da bomo prodali javni ustanovi ali recimo šolam, vrtcem, tu imam to v mislih, pa nastane problem in to kar velik problem. Ja, moje mnenje je tako, da to seveda ni res, da naša zakonodaja, tako zakon o javnem naročanju, kot seveda tudi uredba o zelenem javnem naročanju, omogoča in predvsem spodbuja to, da bi se naročalo ekološka živila. Ta živila seveda so tudi od lokalnih pridelovalcev in proizvajalcev in da seveda zakonodaja to dovoljuje. Vsekakor pa je pri tem pomembna priprava razpisne dokumentacije, kajti če je razpisna dokumentacija pripravljena na način, da že sami pogoji izključujejo lokalne pridelovalce ali kmete, seveda se ne morejo prijaviti. Tako da tukaj se sklicati na zakonodajo, da to ni možno in ni mogoče, ne drži in tudi ni resnično. Ja, predvsem je treba osvestiti na eni strani naročnike, na drugi strani ponudnike. Naročnike v tem, da bodo seveda pripravili javno naročilo tako, da bojo dejansko dosegli cilj, ki ga bojo zastavili. To pomeni, cilj je živila, ki so zdrava, ki so kvalitetna, ki so nenazadnje tudi slovenska. Po drugi strani pa seveda tudi ponudnike, da bojo ponujali tisto, kar imajo in ne tistega, kar nimajo. Tako da vsekakor bi morali s tem projektom iti naprej, mogoče tudi pomagati naročnikom pri izvedbi javnih naročil, v to vklopiti mogoče tudi lokalne skupnosti ali pa pomagati naročnikom na ta način, da se naročniki združijo in izvedejo en razpis, kajti tudi to je bolj zanimivo za ponudnike, kajti morate tudi vedeti, da na dobavo so vezani stroški in seveda, če je nek naročnik majhen, potem tudi interesa med ponudniki verjetno ni. Če pa bi ponudnik recimo dobil na ta način več naročnikov na drugi strani, pa seveda bi bila tudi ta dobava zanj že smiselna, verjetno tudi z vidika tržnega dela, in pa seveda na drugi strani bi naročnik potem dobil tudi tisto, kar želi imeti. To je ena od možnosti, vsekakor pa bo potrebno verjetno še veliko dela na lokalnem nivoju, da se bo doseglo tisto, kar bi se želelo imeti. Tako je povedala predavateljica, zraven pa je pristopil tudi direktor domačega vrta, ki se ukvarja z zbiranjem in pridelavo vrtnin v tem okolju in
takoj povedal naslednje. Na podlagi anket in nekaj podatkov, ki jih že imamo iz izkušenj, tudi smo jih pridobili o potrebah javnih zavodov po sami lokalni prehrani, bomo tudi probali načrtno narediti proizvodno, organizirati proizvodno pri samih proizvajalcih. Tako da bomo probali, v bistvu začeli bi z zelenjavo, čim več zelenjave, ker smo tukaj najbolj doma sami. To se pa, v bistvu pa tudi maline, parobidnice, jagodičeje, potem pa paprike, paradižniki, kumare, solata, zelje, krompir, seveda mlad krompir in vse ta ostala zelenjava, ki pač tukaj uspeva. Lahko rečem, da je zelenjava pravzaprav nekaj, česar smo se lotili tle v našem dolenjskem in belokranjskem prostoru že pred mnogimi leti in dalo se je spraviti skupaj kar veliko tistih, ki danes zaslužijo s to zelenjavo. Še veliko več jih je v posavskem okolju. Vendar vztrajnost, iznajdljivost, veliko znati, upati si, imeti žilico, prodati, je nekaj, kar pravzaprav potem na koncu da velik rezultat pri sami pridelavi zelenjave. Mislim pa, da ta projekt lokalna oskrba v Beli krajini pravzaprav pomeni en velik korak naprej, predvsem v sinergiji vsega tistega, kar v prostoru je. Tako pridelovalci, kot tisti, ki potrebujejo to zelenjavo, da ne rečem v tem samooskrbnem smislu, se bo marsikaj dogajalo v tisto pravo smer. Predvsem pa vzgledi vlečejo in predvsem sam projekt zagotovo bo našel tisto pot, ki bo pomenila na koncu pridelano recimo papriko, pridelan paradižnik, brokoli, malancane in tako naprej. Skratka, veliko tistega, kar se da pridelati tudi v Beli krajini. Pa ne si bo za prodajo ali pa za samega sebe. Tako ali drugače ob koncu lahko rečem, da so projekti tisti denar, s katerim začnemo neko pot. Potem pa mora biti ta pot tlakovana z znanjem, smrdljivostjo, iznajdljivostjo in v ekonomskem smislu nekaj, kar organizirano pomeni zaslužek za nas in pa blagostanje za to državo.